ko začneš delati na sebi, nekako ta spiritualni ego udari ven, ne, češ se bom pa jaz pokazala. Stokrat mora umreti tvoj ego, da prideš do svojega bistva. Prav vedno znova izpostavljaš ljubezen, da je ljubezen tista, ki pozdravi vse. Ja, ampak brezpogojna ljubezen, ne? Tista sila, ki zdravi strahove, zdravi nemoč, zdravi praktično družine, to je najbolj mogočna energija. Veliko ljudi se ukvarja s svojo zunanjostjo, nihče pa se ne vpraša, kakšno osebno živi. Se pravi, če se jaz vprašam, kako se pa Martina, ki je tukaj z mano počutila, sem te dvignila, podprla, ali pa boš vsa poklapana in izsuzana, prazna, ker si spet bila zraven neke energijske vampirke, bom rekla. Kaj bi bilo dobro, da bi vedela, ko si bila stara 20? Šla bi do sebe, zrukala bi se, nehaj živeti za druge, živi za sebe, živi prvo sebe, postani avtonomna na vseh nivojih. Se pravi, srečo v sebi. Bi pripomnil, da je to egoizem. Marsikdo. Hvala, ni egoizem. To je zdrava skrb zase, to je zdrava ljubezen do sebe. Urška, draga, mi dve kar klepetava in iščeva rdečo nit pogovora. Ja. Zato, ker sedi pred mano ženska mnogih talentov, se pravi moda na eni strani, ženske, terapije. Ja. Urška Trampuš, dober dan. Živijo, Martina. Ali pa Urši, tudi o tem v nadaljevanju, zakaj pravzaprav in kako se Urška predstavlja. Dober dan in pozdravljeni tudi vsi, ki ste v najini družbi. Rekla sem, ženska mnogih talentov, kaj je tisto, ob čemer ti najbolj zaigra srce? To bi pa zelo težko opredelila, ker je tukaj vsekakor več stvari. Umetnica sem po duši, tako da je lahko tudi to ples, glasba, ustvarjanje, kreiranje, na koncu delo z ženskami, vse me veseli. Praktično zdaj v tem trenutku res živim vse svoje talente in sem, bom rekla, res samozrealizirana, tako da uživam vsak trenutek, vsekakor. Ženskam vračati moč, to je moja želja, to je moje poslanstvo, si mi povedala. Ja, točno tako. Ja, že 15 let pač delam kot coachinja za ženske. V zadnjih 5 letih je tukaj prišla zraven še moda, ki je prišla nekako kot posledica vsega iz določenih simbolov, ki ženskam daje dobro energijo, jih dviguje tam, kjer to potrebujejo in seveda jim vrača moč. Predvsem pa, terapije, programi različni in pa vodene meditacije, ki so pa moje, bom rekla, najlepše orodje zdravljenja ženskih duš. Kaj te je potisnilo na to pot? Praviš, da zdaj živiš sebe, živiš svoje talente, živiš svojo pravo esenco. 2008 je zbolel moj oče. 4-5 mesecev sem skrbela za njega in se borila za njegovo zdravje in preživetje in na tej poti spoznala, bom rekla, veliko holističnih zdravilcev, raznih alternativcev, terapevtov, ki so mi pokazali nek novi svet. Kar sem v sebi že na nek način čutila in nosila, ampak je bilo neko potrdilo, da je zdravje mogoče nekaj, kar moramo najti v sebi in aktivirati in da ima telo vsekakor čudežni način samozdravljenja. Čeprav vedno znova izpostavljaš ljubezen, da je ljubezen tista, ki pozdravi vse. Ja, točno tako. Ljubezen je ena od najvišjih vibracij v vesolju. Višja vibracija je avtentičnost. Se pravi, biti to, kar si. Ljubezen, ampak brezpogojna ljubezen, ne? Tukaj mi dve govorijo o brezpogojni ljubezen, pa je tista sila, ki zdravi strahove, zdravi nemoč, zdravi praktično družine, zdravi vsako celico v tvojem telesu. To je najbolj mogočna energija, ki jo človek danes zelo potrebuje. Pa je brezpogojna ljubezen mogoča? Ja, je, če jo imaš v prvi vrsti do sebe. Se pravi, sprejeti sebe, ljubiti sebe, postaviti sebe, še posebej kot ženska na prvo mesto, to je danes bistveno. Si potrebovala veliko časa, da si prišla do te točke, veliko dela na sebi, kot rada rečeš. Več kot 15, 16, 17 let dela na sebi, konkretnega res. Kar pomeni regresije, energijsko zdravljenje, psihoterapija, različni tečaji, ki so prišli spotoma kot v bistvu nova znanja, nove resnice, tako da precej časa je trajalo in zato danes to, kar imam, ne dam več, dobesedno.
Ja, pravzaprav izžarevaš eno posebno energijo, tudi ko te tako spremljamo na socialnih omrežjih. Predvsem si upaš biti avtentična. Imam jajca, ne Marcina. Ja, poguma mi nikoli ni manjkalo, to moram priznati, in dolg jezik imam pa po očetu. Hvala oče, ali kako? Hvala oče, ja, on je imel izreden smisel za humor in tisto neko sproščeno energijo, ki sem jo vedno nekako imela. Ampak odločiti se zase ni enostavno. Še posebej, če imaš okrog sebe ljudi, ki tega ne razumejo. Tako da, ja, v vsakem primeru osebna rast zahteva veliko poguma, ker gre za spremembe, nove odločitve in s tem tudi nove navade, ki pa niso enostavne. To dobro vemo, ne? Ampak imela sem to v sebi, praviš. Se pravi, kaj je tisto, kar je to zajezilo, potisnilo ob stran in iz tebe potegnilo tisto, kar pravzaprav v resnici nisi? Ja, to so vzorci iz otroštva, ne? Pač vzgojena sem bila na način, da skrbim samo za druge, ne? Vloga mame mi je bila dana že v ranem otroštvu in sem celo življenje verjela v to, da sem vredna samo takrat, ko skrbim za druge. In nisem počela drugega, kot skrbela za druge in nase pozabila, ne? Imela sem grozno talentov veliko, že kot punčka, se pravi, igranje klavirja, petje, ples, tuji jeziki, pač mnoge talente, tudi risanje, oblikovanje, ampak tukaj nisem dobila pač nobene prave podpore, ker ženske moramo razumeti, da smo bile vzgojene, da smo vredne, če imamo družino, če smo pač poročene. Noben pa nam ni dal vedeti, da smo vredne same take, kot smo, z vsemi sposobnostmi in talenti, ki jih imamo. In to sem jaz doživela in to sem mogla jaz dati čez vse to, se pravi, totalno zanikanje sebe, da lahko danes pomagam ženskam, da stopijo v svojo moč in v svoje talente. Govoriš o sindromu pridne punčke? Ja, seveda. Pridne punčke smo bile. Ubogljive, ki smo sedele, poslušale, pač pazile, kaj bojo rekli drugi, ne, se pravi, smo se obnašali na način, kot nam je bil na nek način dan, se pravi, nismo smeli plesati, ko smo si to želeli, nismo smeli kričati, nismo smeli izražati jezo, pokazati žalost in tako naprej, pač bile smo v nekem kalupu pridne punčke, ki nam še danes večkrat ne dovoli, da bi izstopale in si dovolile biti nekaj več, povedati, izražati sebe in živeti sebe. Ne. Pa misliš, da ni to protivtež tistemu, kar si bila zdajle, dovoliti si izstopati, biti drugačna, biti pogumna, se pravi, da to počneš iz nekega inata, jaz pa pridna punčka nisem? Ja, vsekakor je na začetku tako, to je zelo, zelo pomembno, da poudarim, ker ko začneš delati na sebi, nekako ta spiritualni ego udari ven, ne, češ, zdaj bom pa jaz pokazala, ne, zdaj sem pa jaz pa to, ne, in stopi ven ta ego, ki je na nek način zoparan in ta ego nosi eno energijo, ki ljudem ni všeč, je taka odbijajoča, ne. V bistvu v ženski energiji je tako, kot da sem si jaz dala eno krono gor, zdaj sem pa boljša kot drugi, ne, zdaj pa končno lahko živim sebe, ne. In ko pa greš čez ta ego, in čez to potrebo izstopati in nekaj se dokazovati in ugajati in hkrati tudi razdajati, prideš pa v srce. Ne? Se pravi, 100-krat moraš umreti, 100-krat mora umreti tvoj ego, da prideš do svojega bistva. Ja. Kako pa pravzaprav ženske sprejemajo to tvojo živeti polno sebe? Zelo dobro. Dobro? Zelo dobro, odkar sem res v svoji pravi avtentični energiji. Se pravi, odkar sem v svoji energiji, na najvišji vibraciji, se pravi, in video vsebine in vse, kar delam, imam ogromno dela, feedbacki izredni. Vsak dan mi vsaj 3 napišajo, hvala za to pa to sporočilo, hvala za ta pa ta nasvet, ker ogromno dajem resnic, že 15 let ven. Prvo so bili samo članki, danes so video vsebine, takšne in drugačne, različni programi, tako da moram reči, da imam danes izredno skupno žensk, ki me zelo, zelo podpirajo. Zelo je zanimivo, prav pred dnevi sem opazila en grd komentar je bil od enega moškega in takoj 3, takoj v obrambo. Ja, tako da imam eno zelo lepo, močno skupnost, bogin, rečem jaz, prebojenih in zavestnih žensk, ki danes vejo, da je zelo pomembno, da se postavijo na svoje mesto. Kdaj je ženska prebojena? Prebojena, ja, to je ena taka beseda, ki je malo izrabljena, ne, ker rečemo, jaz mislim, da takrat, ko se ona začne zavedati, kdo ona je v svojem bistvu in kakšna je njena prava vloga kot ženska, kot mama, kot žena,
lahko tudi kot podjetnica ali uslužbenka, karkoli, kjerkoli ona je, ona ima svojo vlogo in tam prinese ona svojo energijo. Torej, ko se ona začne zavedati, da vse izhaja iz nje, ko stopi iz vloge žrtve, neha kazati s prstom in se zaveda, da je njen zunanji svet praktično odsev njenega notranjega sveta, torej njene notranjosti, njene energije. Ampak to se ne zgodi kar čez noč, ne? Ne, seveda, to je velik proces. Prvo moramo pozdraviti notranjega otroka, torej naš podzavestni program, v prvih 7 letih se je ustvaril in potem počasi bom rekla jaz tako, mi gremo iz punčke v žensko, iz ženske v boginjo. Boginja pa tista, ki res deluje iz srca, je prizemljena, je skromna, je, bom rekla, navadna, takšna kot je, ker se sprejema, ljubi takšno kot je in deluje iz te srčne energije v bistvu vsem, kar počne. Ko kuha, ko dela, ko pospravlja, ko je z ljudmi, ko je v nekem odnosu. Deluje iz sebe in je pristna, zna povedati, kaj si želi, zna postaviti meje, hkrati je pa ljubezniva, topla, senzualna in mehka. Pa kakšno vprašanje ne si zdaj ženske postavimo, da ugotovimo, če smo v tej energiji? Zelo dobro vprašanje. Večina žensk je odrezanih od svojega telesa, od svojih občutkov. Se pravi, če ti ne čutiš v sebi radosti in ljubezni, ali pa recimo hvaležnost. Hvaležnost je magnet za čudeže. Ne? Se pravi, ko se ti primeš za srce in rečeš, jaz bom rekla zdaj hvala za tole oddajo, hvala Martini, da me je povabila, jaz bom v srcu začutila hvaležnost tako močno, da mi bo šlo na jok. Se pravi, to je to. Jaz sem prebojena v svoje občutke, jaz si dovolim čutiti, ker večina žensk je odrezanih od svojega telesa in ne zmore niti čutiti. Jaz imam veliko žensk, ki ne zmorejo niti jokati, ne čutijo niti žalosti. To je res popolna odrezanost od svojega telesa. Torej, če si kakor toliko čustvena, pa znaš začutiti tudi radost in veselje, predvsem recimo tudi za druge, in hkrati imaš tisto hvaležnost, ki te res premakne v srcu in odpira tvoje srce, tako veš, da si na pravi poti in da vsekakor nisi, bom rekla, čist, ne, v egu, v glavi, ne, ampak predvsej v telesu, v občutkih. Sicer pa verjetno prehajamo, ne, iz srca v glavo, to tekom dneva, tekom obveznosti. Ja, ženske smo ciklično bitja, ne, mi imamo že v enem mesecu imamo v bistvu 4 cikle, ne, se pravi, mi smo vsak teden drugačne, ne, se pravi, en moški ima 4 različne ženske v enem mesecu, ne, kako srečni so. Ampak dejansko prehajamo, mislim, jaz bom tako rekla, cikli se dogajajo v osebni rasti, se pravi, ko ti padaš dol, se zgodi neka kriza, nekaj se ti dogaja, ne vem, pride ven kakšna žalost, strah, jeza, karkoli, ne, in potem ti počasi lezeš dol in te cikli so na začetku zelo, bom rekla, veliki, globoki, visoki, ne, potem pa počasi začne te cikli počasi začnejo kot valovčki. Dokler ne prideš v stanje, kjer si pa stalno v srcu in v trenutku tukaj in sedaj. Takrat pa potem v bistvu deluješ iz notranjega miru, si spontana, se prav zaupaš svojim občutkom, si vodena, varna, zaščitena, dobesedno in kot magnet za vse najlepše, dobesedno, blagoslove, zaklade in za vse priložnosti in prave srčne ljudi, ki potem pridejo na tvojo pot. Ampak potrebno si je dovoliti biti v enem in drugem ciklu, to je življenje, ne? Ja, točno tako. Treba je vse mogoče sprejeti. Smo včasih preveč kritične, preveč obsojajoče do sebe. Ja, ne sprejemamo tega, to je v bistvu glavna stvar, ko se ti nekaj slabega zgodi, je, da ti to zadevo sprejmeš. Ker dokler se ti tej zadevi upiraš, ti ne moreš delati potem pozitivne korake in spremembe naprej, ne. Ženske večkrat, bom rekla, stopljajo v neko vlogo žrtve ali pa se začnejo sami sebi smiliti. Jaz sem imela veliko takih padcev v življenju, jaz sem izgubila ogromno ljudi, imela res težke zlorabe in izkušnje, ampak jaz v tistem trenutku sem imela vedno dovolj poguma, da sem rekla, ok, to se mi je zgodilo, Urška, ne? To se nama je zgodilo. Kaj pa zdaj? Kako bo šle od tukaj naprej, ne? Se pravi, sprejeti trenutno situacijo in sem si kar vzela A4 format papirja pa napisala, ok, uriti sem, to pa to se dogaja, to pa to se dogaja. Se pravi, sprejmem, ok, od tukaj gremo naprej, to je zgolj obdobje. In to jaz rada redno poudarjam, to je zgolj trenutno obdobje. Se pravi, ko se ti s tem obdobjem sočiš na pravi način, s pogumom in rečeš, ok, nekaj bom spremenila, ker se to pa to dogaja, potem ti lahko resnično pričakuješ. Ampak ključne besede so nekaj bom spremenila. Ja, veliko krat brez tega pa ne gre. Ostajamo, ne, v poznanem in znanem in težko je narediti ta prvi korak, ki pa je
predvidevam, odločilen. Ja, volja. Ne? Se pravi, to prvo je volja. Potem pa postaviti si cilje in začeti konkretno delati. In največkrat tudi poiskati si pomoč. Jaz vidim, da do določene točke zmoraš priti sama, potem pa rabiš pomoč. Ne? Nekoga, ki je šel, bom rekla, ki je prehodil te iste stopinje, te iste korake naredil in ima tudi to energijo pravo tega. Ne? Zato rečemo, da gre za energijsko terapijo, ker dejansko jaz ženskam lahko že z energijo pomagam. Jaz imam to notranjo moč, jaz delujem iz srca, jaz sem prizemljena, sem senzualna, sem spontana, se pravi, jaz ti dajem določene vaje, napotke in vodene meditacije, hkrati pa te moja energija podpre v tem, da ti začneš potem ustvarjati nove navade, nove podzavestne programe in tako naprej. Velikokrat, Urška, izpostavljaš, da je ženska energija obilja. Kako naj si to razlagamo? Mislim, obilje je naša pravica ob rojstvu. Bodi si za moškega, kakor za žensko. Ne? Se pravi, tukaj ne bomo opredeljevali na spol, ker tudi v bistvu delitev na spol nima nobenega smisla, ker na koncu smo duša na dušo. Ne? Pač imamo pa svoje vloge tukaj, se pravi moški in ženska. Obilje je stanje, ko se ti zaveš, da ti je že vse na nek način dano. Mi strahovi, z nemočjo, z različnimi ego scenariji ustvarjamo upor pri tem obilju, prav tako smo v sistemu, ki tega majhnemu človeku ne dovoli, ker smo tako upeti v neka prepričanja in neke laži, da enostavno ne vidimo, da smo božansko bitje. Božansko bitje je v obilju. Obilje je praktično to, da imaš ti brezpogojno ljubezen do sebe, da imaš srčne ljudi, da imaš prihodke, da imaš veliko prostega časa. Pač okoli sebe neko ljubezen in neko stabilnost, neko varnost. Pa kako ti pravzaprav nagovoriš žensko, ki pride k tebi, po večini so to ženske, kaj ne? Ja. In je, bom rekla, nekje v enem kaosu ali težavah v trenutku, ko bi ga najraje zradirala, da poišče v sebi tisto moč in stopi v svoje prave čevlje, k sebi, v avtentičnost. Tukaj greva pač po korakih. Ne? Prvo pač poiščeva tisto največjo blokado, ki je največkrat karmične narave, ki je del našega karmičnega nahrbtnika. Se pravi, to so tiste odločitve, ki smo jih skozi življenje delale z glavo ali iz strahov in nas nekako še vedno lovijo. Se pravi, na nek način doživljamo v tem življenju vse tisto, kar smo prej, ne, skozi življenja. Se pravi, ko midve odkrijeva to, greva potem po korakih naprej in tukaj narediva plan, kako bova skupaj delale. In zelo zanimivo je, da večina žensk, recimo odzemljenih, na drugi strani druge niso povezane s to svojo božansko naravo in svojimi vodniki, da ko enkrat greva v proces, se stvari začnejo zelo umirjati, kar pomeni, da se začne umirjati živčni sistem, nivo kortizola se zniža, to je pa itak največji cilj, ki ga midve imava, ker ko se enkrat začne živčni sistem umirjati in ko gre ženska v to energijo razumevanja, da se je vse zgodilo z razlogom, ne? Ker dejansko se vse zgodi z namenom. Vse slabo se nam zgodi zato, da mi najdemo tisto dobro in lepo, da gremo v srce. Vsak strah ima tak namen, vsaka izguba, vse ima ta namen, da mi najdemo sebe. In to je zelo visoka energija razumevanja, da ti greš v to energijo in v tej deluješ in da razumeš, da se življenje dogaja zate. Pa zakaj? Kaj je tisto, kar nas največkrat potisne razen, bom rekla, te naše samopodobe, prepričanj, vzorcev iz otroštva na, če lahko uporabim besedo, stran pota. Tudi kasneje, ko smo v enem zakonu, praviš, ne skrbimo dovolj zase in je to tisto, ob čemer se spotaknemo velikokrat, oziroma si ne vzamemo časa zase? Različni triggerji so, ne? Praktično nam vse kaže stanje naše podzavesti. Se pravi, vzorci in prepričanja, ki smo jih mi dobili v prvih 7 letih, to je to, kar mi živimo. Če mi v prvih 7 letih nismo doživeli prave ljubezni, brezpogojne in sprejemanja, mi tega programa nimamo v podzavesti in mi tega ne moremo doživeti. Se pravi, vse, kar smo doživljali, tam se nam enostavno samo ponavlja. In praktično je vsak odnos, vsaka izguba, vse, kar se nam v življenju dogaja, trigger tega, da mi spoznamo, da pač živimo nekaj, kar mi nismo in živimo prepričanje in vzorce, ki so nam bila dana predvsem pač
po naši družini in po prednikih. Moramo razumeti, da danes imamo 11 generacij zlorab in nasilja, strahov na sebi, ker se trenutno Zemlja konkretno čisti in dviga svoje vibracije. Torej je vsaj eden v družini, ki se mu dogaja ta družinska karma, ki odpre oči in praktično zdravi 3 generacije. Svojo generacijo, svoje starše in še svoje otroke. Ne čakaj vse. Kako si ti začela pravzaprav to svoje poslanstvo predstavljati ljudem okrog sebe, tistim najbližjim prvo? Verjetno ni bilo enostavno. Njim se je zdelo vse noro in neumno, od moje primarne družine do bivšega partnerja. Vsi so me imeli za noro. Začela sem pisati članke. Ja. Na Facebooku sem prvo objavljala članke in to je prišel en članek, jaz sem pač imela napisano v 10 minutah, objavila sem ga, ker sem čutila, da ga moram, in več teh člankov, ko je bilo več istomislečih ljudi, me je našlo in na koncu so me že začeli prositi za pomoč. Ne? Ti pa to razumeš, da mi pomagi pri tem pa tem. In več je bilo potem tega, več je bilo ljudi. In potem ta pot me je enostavno vodila iz voditeljice aerobike in pilatesa v to, da sem začela meditacije voditi, da sem začela energijske terapije delati, da sem začela razne delavnice in potem posledično je bila še moda, ki jo danes praktično nosim na sebi. Ne? Tako da je vse nekako prišlo z eno drugim. Ne? Svojim bližnjim pa bom rekla tako, ni imelo smisla karkoli več kot to govor, ker sem videla, da vsaka stvar pač prišla na zaprta vrata, da so me vsi imeli za noro in sfantazirano, ampak to ni bilo za njih. Ne? Oni so bili moji učitelji in sem jim zelo hvaležna. Oni so meni kazali, koliko sem jaz prepričana v to, kar jaz govorim. In to, ali jaz to že res dejansko živim. Ker tisto, kar ti učiš, moraš ti živeti, če ne, nisi dober učitelj. Ne? Se pravi, takšni ljudje so počitelji tega. Ne? Pa se danes tudi še soočaš s tovrstnimi predsodki? Ne. Tudi, bom rekla, stari ljudje so ostali v starem. Ne? Zaprav, izgubila sem večino tistih ljudi, s katerimi sem bila prej povezana in zdaj sem ustvarila en nov krog srčnih ljudi, prijateljev, in bom rekla, sem srečna v tem krogu majhnem, ampak zelo ljubečem, tako da večina ljudi je ostalo. Pač večino ljudi sem izgubila, žal. Tudi partnerja, očeta svojih 2 fantov, kaj ne, ampak velikokrat si izpostavila, da je krasen človek, da pač preprosto ni šlo, da sta se trudila. Kaj ti je dala ta najprej ljubezen in potem razhod? Midva sva se najdla kot 2 ranjeni duši, ne? Itak se privlačimo podobni, ne? Se pravi stvar, 2 notranja otročička sta se najdla, ki sta bila isto ranjena, midva sva se dobesedno našla v teh ranah, ne? 2 pač prvorojenca, ki sta recimo tudi skrbela v večini za družino. Se pravi, jaz sem imela takrat 19 let, ko sem ga spoznala, moja prva ljubezen. Zelo lepo nama je bilo, veliko sva potovala, veliko sva skupaj ustvarila in delala. In v bistvu spremeniti se itak moramo na nek način. Ne? In vse te moje spremembe, ki sem jih tekom let v bistvu jaz doživljala in na sebi začela živeti, tudi potem, ko sem postala mama, ne? Jaz sem ena oseba, ki je vlogo mame vzela resnično zelo zares. Pravi, sem bila zelo preveč mama. Ne? Ampak se pravi, ta vloga potem terapevtke, delo z ljudmi, različne izkušnje, vse to je mene ustvarilo, bom rekla, v zelo močno žensko. Ne? Na nek način pa je on, ki je krasen človek in zelo globok, bom rekla, sploh s tem, ko je prišla družina, vso odgovornost dal na nek način v to, da mora priskrbeti finančno varnost. Ne? In tukaj je on našel svojo vrednost. Se pravi, on je najdel svojo vrednost bolj v materialnih dobrinah, ki jih je v veliko stvaril, tudi jaz sem mu pri tem pomagala, jaz pa bolj v tem duhovnem svetu. In na nek način sva bila skupaj zelo močna. Ampak, če 2 ne rasteta skupaj v odnosu, pač gre vsak po svoji poti, ne? In to se nama je zgodilo. Midva sva res vse poskušala, da bi ostala skupaj, ne samo za voljo otrok, ampak ker me je bila med nama zelo lepa in velika ljubezen. Ampak pride trenutek, ko se zaveš, da imaš sebe bolj rad in da so določene stvari, mimo katerih ne moraš. In postavljaš meje, ampak se ne upoštevajo. Poskušaš razložiti, ne razume. In v nekem trenutku resnično veš, da je čas, da greš naprej. Tudi če ljubiš to osebo,
Jaz sem zelo težko šla stran, ampak sem si danes hvaležna za ta korak, ker vem, da je bil edini pravilen. Je pa potrebno veliko moči, ne? Ja. Veliko poguma, kar pa praviš, da si odvedno imela v sebi, pa vendar to so odločitve, ki terjajo svoj davek, kaj ne? Ja, zelo veliko. Jaz sem praktično izgubila vse ljudi, svojo primarno družino, vsi so se postavili na njegovo stran, praktično so me vsi na nek način izdali, ne? In sem ostala popolnoma sama, imela sem svojo najboljšo prijateljico, hvala, da sem imela njo, in sem se v bistvu v 3 letih potem sestavila nazaj v še boljšo in v še močnejšo verzijo sebe. Si še več delala na sebi? Ja, se sem mogla, v bistvu praktično. Vsak coach ima coacha, ne? Jaz še zmeri delam tudi na sebi in to je v bistvu itak neskončna pot, ne? Ampak dejansko je zelo zanimivo, da danes, ko gledam na to, vidim, kako je v bistvu moje otroštvo, kako je bil, praktično moje otroštvo in moj zakon sta bila na istem nivoju nekih skritih psihičnih in čustvenih manipulacij, ki pa zelo bolijo, ne. Sama večkrat rečem, klofuta boli, ne, gre za fizično nasilje, ampak jo dobiš, ti je jasno, konkretno, ne. Veliko časa pa rabiš, da spoznaš, da gre za neko čustveno in psihično nasilje, ker enostavno tega ne prepoznaš, ne razumeš, ker si v bistvu tega že nekako vajen z otroštva, ne, potem samo nadaljuješ. Pa si potrebovala veliko časa, da si priznala, kako zelo boli? Priznala. Mene je tako bolelo srce, moje srce je šlo na 1000 koškov, jaz mislim, da jaz sem tako po obrokih umirala v sebi in toliko me je bolelo srce, ker sem jaz tako ljubila, jaz sem človek, ki tako močno ljubi, da sem umirala na obroke, dobesedno. In jaz mislim, da sem si pa vedno priznala, da boli. Nikoli nisem skrivala solz, vedno sem bila transparentna. Če nisem bila dobre volje, nisem bila dobre volje. Če me je bolelo srce, sem povedala, da me boli srce in sem jokala. Pač zelo iskrena sem, taka sem, kar vidiš, to dobiš v smislu. Pač takle imamo, ne, sprejmaš. Nisem se nikoli pretvarjala. Evo. No, ta tvoja avtentičnost, če rečem takole, prodaja, narekovaj, tudi na socialnih omrežjih. Ja, zelo veliko skupnost imam tam že, ja. Ogromno podpore, kot sem prej že omenila, izredne ženske, tudi moški, moram reči, da mi vedno več pišejo tudi moški, kako jim je všeč, da spoznavajo in se učijo nekega drugega dela te ženske plati, ki jo mogoče sami niso dobro razumeli in pač poznali, ne, ker seveda niso v tem živeli. Pa kako zelo si moški želi žensko v svoji polni moči ob sebi? Zelo malo. Praktično se moški močnih žensk bojijo. Ker to pomeni, da morajo oni svoje cone udobja in iz sebe kaj narediti. Se pravi, dokler ni on, bom rekla, v nekem svojem moškem zdravem stebru, suveren, spontan, dokler ni v svoji integriteti. Jaz mislim, da pri moških je največji problem prav integriteta, zvestoba sebi, tega pri moških skoraj ni, tega je veliko več pri ženskah, ne. Se pravi, on mora biti res močan, da lahko hendla, po domače povedano, močno žensko, ne. Ker ona je samo svoja, ona je v redu z njim ali brez njega, ona ga ne potrebuje, ona si ga zgolj želi. In tega je danes zelo malo, ne. Tako da ja. Veliko žensk je, ki, če so samske, rečejo, da si ne predstavljajo, da bi še kdaj s kom z roko v roki. Zdaj me sprašuješ, ker sem samska? Ne, nasplošno, zakaj ta ideja, zakaj to prepričanje, da so same sebi dovolj in dovolj močne? To je samo všečnost, ne. To je nek ego dokazovanje, jaz pa nobenega ne rabim, v bistvu v sebi pa hrepeni po moškem. Jaz veliko delam s takimi ženskami. Gre tukaj za neko veliko podzavestno jezo do moških, ki se je seveda začela z očetom, ne. Se pravi, če ti nisi očkova princeska, ki ti daje varnost, ki ti daje vrednost, ki ti daje to samozavest, zmoreš sama, si močna, bodi pogumna, ne. Si na nek način vedno v tej ranjeni punčki, v tej energiji in vedno v tej jezi do moških. In tega je danes še ogromno. V bistvu večina žensk ima še vedno to podzavestno jezo do moških. In potem se tega na nek način branijo, ne. Hkrati privlačijo en tip moških, ki jim lahko samo dvignejo pritisk, ne, ker so same v jezi, se pravi privlačijo tudi moške, ki so na nek način jezni na ženske, se pravi vedno dobimo tisto, kar smo dejansko v sebi, ne. Po drugi strani pa tudi mnoge niso pripravljene dojeti, da je z njimi kaj narobe, če so samske, ne. Ker dajmo si priznati, res je
bom rekla, da danes ženske veliko več delajo na sebi, veliko več se zavedajo sebi, veliko bolj so močne, suverene, tudi uspešne na koncu, moramo priznati, vedno več tudi uspešne. Moški ostajajo fantki, moški tukaj še niso dojeli, da morajo nekaj narediti, da morajo v ranljivost, da si morajo priznati, da pa niso popolni, ker večina jih nosi neko masko, nekako se pretvarjajo, da so neki, kar so in so v iluziji tega, kar so oni na nek način ustvarjali. Tako da je težko najti, bom rekla, ljubezen, pravo ljubezen, ampak jaz verjamem in vem, da če si v pravi ljubezni do sebe, če si prizna, če si, bom rekla, radostna, res v tisti kreativni energiji, kreatorka, ne žrtev, da slejko pride pač tudi tak moški in da res jih je malo, ampak obstajajo. In jaz jih zadnje čase kar spoznavam in moram reči, da obstaja veliko, veliko krasnih moških in da morajo ženske predvsem delati na sebi in očistiti to jezo do očetov in do moških nasplošno. To so pravzaprav tvoji osebni coachingi, takšni, ki nudijo to vrstno oporo, ja, seveda, čiščenja. Seveda, ja, točno tako, ne. Mi pač razumemo, kaj se dogaja. Jaz bom rekla tako, jaz čutim, jaz sem zelo tankočutna, jaz začutim ljudi, jaz se s tabo povežem in nekako dobivam informacije z tvojega biopolja, se pravi, jaz temu rečem terapija nadaljavam, pa gre dejansko za to, da se jaz povežem srce na srce in jaz preko mojega telesa dobivam vase občutke, ki so v tebi. In jaz potem te občutke na nek način napišem na papir in to so informacije, s katerimi mi dve delava. In te informacije morava mi dve nadomestiti z boljšimi. Ne? Se pravi, če čuti tukaj neko jezo na očeta, morava mi dve seveda obdelati to informacijo, pozdraviti ta del z tebe, predvsem notranjo punčko, ki je dobila v bistvu to jezo vase. Zakaj je prišlo do tega? Predvsem pride do izvora, ne? Kaj se je zgodilo takega, da si jezna na očeta? Ne? Kdaj te ni videl, kdaj te ni poslušal, kdaj te je ignoriral in podobno. Ne? In potem s temi informacijami delava ponovadi kar pol leta skupaj, potem so pa že vidne kar konkretne spremembe, no, tako da feedbacki so izredni. Kdo so ženske, ki prihajajo k tebi? V prvi vrsti ženske, ki želijo nekaj narediti še na sebi, ali so to razočarane posameznice? To so ženske z jajci. Besedno. Ker zapravo v meni začutijo nekaj, kar bi si želele živeti in imeti v sebi tudi one in vem, da marsikatera mora zbrati precej poguma. Večkrat mi napiše, veš, sem rabila kar nekaj časa, da sem se odločila, da bom delala s tabo. To so predvsem ženske, ki razumejo, da so lahko veliko več kot tisto, kar mislijo, da so, kar jim je bilo na nek način dano. Ne? Da začutijo, da je čas za spremembo, no, in se zato konkretno odločijo. Tako da so pogumne ženske, izredne ženske in predvsem srčne, no, bom rekla, zelo lepe srčne energije, res izredne ženske so v mojem krogu. No. Tudi če nezadovoljne v svojem zakonu, praviš, da ko se začne spreminjati ženska, se začne spreminjati tudi odnos, partnerstvo. Ja. Po drugi strani pa, ko sem brala te tvoje teze, sem rekla, a je vse na ženskah? Good point, ne? Ja, dobesedno. V bistvu gre za to, vloge imamo, ne? Smo moški, se pravi moški, ženska, ne? Ona je na nek način bolj božanska, ona je bolj povezana s svojo božanskostjo. Ona je na nek način energijski steber. Jaz ne moram reči drugače, ker stanje, njeno energijsko, njeno notranjo stanje je v bistvu vibrirano vzven in se vse na nek način tukaj dogaja po tem okoli tega, ne, happy wife, happy life. Dobesedno je pa moški njena zaščita, njen bojevnik, njena prizemljitev, ne. Se pravi, če ona dobi neko lepo božansko idejo, je on tisti, ki to idejo prinese na zemljo. In tukaj sta potem one dva drugmu lahko popolnoma v oporo, ne. Ampak tukaj je sistem tako nepravično narejen in tako nezaščiten predvsem do mamic, ne. Mi vemo, da imamo svoje hormonske cikle, mi smo že tako bolj občutljive glede tega. Se pravi, naše telo je največji portal za marsikaj, ne samo za nova življenja. Ne. Se pravi, ko se naša telesa začnejo spreminjati, se pravi, ko ti recimo zanosiš, ne, pa prvo pač pustimo že, kje je že menstruacija pač pri deklicah, kako se naša telesa spreminja, mi smo res tako, moški so ravni, ne.
Se pravi, ko ti zanosiš, kako se tvoje telo začne spreminjati, koliko podpore rabiš ti tukaj, ne? Predvsem od partnerja, koliko rabiš ti tukaj nekega čustvenega, varnega prostora, da se počutiš dobro s svojim telesom. Potem pride ta dojenček, ki je popolnoma odvisen od tebe in ti si 24 ur na dan mama. Mislim, jaz danes večkrat rečem, kako je žalostno, da se poveličuje te uspešne moške, ki imajo od 8 do 10 ur časa na dan, da nekaj ustvarja doma, najlepšo motivacijo za to družino, ki mu jo je dala ona, ne? Namesto, da bi se danes zaščitilo in poudarilo ženske, ki vzgajajo otroke, ker je to daleč najtežje delo, ki ga imamo. Ustvariti podjetje, tudi dobičkonosno, ali vzgoditi otroka, to je nekaj čisto drugega. In tukaj zadaj je toliko ene odgovornosti, toliko nekih premen in toliko nekih strahov, ki pridejo na plan pri ženski, ali bom dobra mama. Jaz sem imela tako velik strah, če bom dobra mama, da sem se toliko posvetila temu, da sem pretiravala v tem, razumeš, in sem to vlogo čist preveč vzela za res, ne? Se pravi, mi tukaj ženske v prvih letih, ne samo ko so otroci. Jaz mislim, da skozi mi rabimo tukaj eno tako veliko čustveno varnost. In če ima moški ta steber v sebi, če ima, bom rekla, res to moč, da ti da to ramo, da je ta varen prostor zate, ja, potem je lahko v tem varnem prostoru ona resnično to, kar je. In si dovoli jokati, ko začuti, da joka, ne, da se mora pač skrivati v tem, da mu pove iskreno, le jaz se pa danes ne počutim dobro, to se dogaja, ne, ker pač res hodimo skozi različne spremembe, zdaj smo pred menopavzo, razumeš, je spet eno drugo obdobje in vsako obdobje je čudovito, ne, če imaš nekoga, ki ti pač tukaj resnično nudi nek varen prostor. Ampak, kaj pa ženske, ki mislijo, da morajo vse narediti same. Ja. Ja, se take smo bile vse. Ne? To je na nek način dokazovanje? V bistvu je tako, vzgojene smo bile v to, da pač poskrbimo za druge, kot sem prej rekla. Ne? Se pravi, stalno na nek način skrbiš za vse in pozabljaš nase in greš res v to prepričanje, da si močna in da je prav, da ti vse narediš in da ti pa ne rabiš pomoči, ker ti pa zmoraš vse sama. In ker tudi nikoli ne znaš prositi za pomoč, kot mehna punčka, ker ti je enostavno dano toliko enih odgovornosti in nalog, da se ne samo, da pozabljaš nas, ampak se nikoli niti ne spomniš, da bi v drugi prosil za pomoč. Se pravi, mi nekako živimo to močno verzijo sebe, ki ne rabi pomoči, ne bo prosila drugih, raje naredi se sama, kot pa čaka druge, ne? Ker Bog ne dej, da bi čakala njega, tudi če kakšen dan več. In v tej navidezni moči potem se zgrudimo en dan in enostavno pademo v neko kronično utrujenost, depresijo, tesnomo, neko praznino, ker si tudi ne dovolimo pomoči. In to je en velik del. Praznino, si rekla. Ja. Imaš občutek, da se ženske kljub, bom rekla, navidezno popolnemu življenju počutijo prazne? Jaz mislim, da se večina ljudi počuti praznih danes. Danes so vsi tako materialno usmerjeni, da je en zelo lep stavek, ki zelo poseduje energijo tega, kar o čemer mi dve govoriva. Veliko ljudi se ukvarja s svojo zunanjostjo, nihče pa se ne vpraša, kakšno osebno živi. Se pravi, če se jaz vprašam, kako se pa Martina, ki je tukaj z mano, zdaj z mano počutila, pa če greva midve na kavo, se pravi, kako se boš ti po 1 uri z mano počutila, ne? Se pravi, ko boš šla stran od mene, a se boš čutila, da si od mene dobila dobro energijo, se pravi, da sem te dvignila, podprla, ali pa boš vsa poklapana in izsuzana, prazna, ker si spet bila zraven neke energijske pač vampirke, bom rekla, nekoga, ki cuza energijo, ki stalno jamra, ki rabi pač nekaj, da se dobro počuti, tako da jaz mislim in vem, da je danes večina ljudi praznih, žal. Ampak veš, kaj je zanimivo? Da naslednjič bom šla spet, ne, če karikirano govorim zase, na kavo s to isto osebo, tudi če sem se počutila, kot praviš, čustveno izčrpano. Zakaj to počnemo? Ja, ker ne dojemamo, ker je v bistvu zadnji neka navezanost na določene ljudi. Ne. To je ena največjih omejitev, ki jih imamo. Isto je z družino, kri ni družina. Družina so ljudje, ki so tvoja srčna podpora, ki te resnično sprejemajo in ljubijo. In tukaj je isto z ljudmi, ki jih imamo mi v svojem krogu, navezani smo. Dajo nam nek občutek varnosti, občutek, da nekam pripadamo. Ja, komu pa rabimo pripadati drugemu kot sebi? Jaz pripadam samo sebi. Tudi če en dan grem v nek odnos, jaz ne bom pripadala tej osebi, ker pripadam sebi. Tako kot sem se rodila sama in bom umrla sama, enostavno smo sami. Na koncu vidiš, da ostaneš sam. In
gola resnica, ki jo moramo sprejeti, oklepamo se po določenih ljudi, ker mislimo, da je to tisto, kar samo imamo, ne? Ampak ko imaš pa enkrat sebe, pa vidiš, da je okoli tebe toliko ene ljubezni in toliko enih drugih srčnih ljudi, ti si pa iskal ljubezen, ker je ni. Ne? Ampak se ti dogaja kdaj krivica, glede na to, da si rekla, da se posvečamo predvsem materialnemu in zunanjemu in premalo temu, kar imamo v srcu, Ja. da ne gre skupaj Urši, ki je terapevtka, in Urši, ki je modna gurujka, če rečem takole. A veš, tvoja notranja podoba, o kateri danes govoriva, in tvoja zunanja, potem ko si to rekla, mogoče za vse niso skladni. Jaz bom rekla tako, ni večje lepote od notranje lepote. Se pravi, ko ti deluješ iz te srčne energije, ko si ti ena sama ljubezen, toplina, mislim, ženska energija ima toliko lepih in noro seksi lastnosti, ne moram reči drugače, prav daleč od seksualne energije, ki nam je bila dana v tem, bom rekla, patriarhalnem sistemu. Gre za milino, gre za toplino, gre za senzualnost, gre za to mehkobo, gre za doživljanje sebe in svojega telesa, ki ga ti v vsakem trenutku na nek način kažeš navzven. In to je tista prava lepota, ki se potem pokaže seveda v načinu, kako ti govoriš, v načinu, kako se oblačiš, v načinu, kako ti pogledaš. Recimo sveti, ta notranja lepota sveti iz oči in iz vsake pore svojega telesa. Telo se začne starati počasneje, energijska pretočnost, umirjen živčni sistem, se pravi notranji mir, suverenost, spontanost. Vse to so tiste lastnosti, ki izhajajo lahko samo iz tvoje notranjosti in odsevajo navzven. Tako da Urši kot terapevtka in kot neka coachinja je hkrati tudi tista, bom rekla, modna ikona, drzna, divja, odštekana, včasih tudi pretirano nora in samosvoja, ker je dejansko vse to tudi ona, ker praktično smo svetloba, smo ljubezen, toplina, hkrati smo pa tudi tista divja narava, ne? Tudi nek primitivizem zadaj, če hočeš. Vse, ko se gre za spolno energijo, ko se gre za seks, smo lahko isto primitivno kot moški, ampak samo dovoliti moramo tega. Se pravi, vse je nek balans med temo in svetlobo, med temnim delom ženske energije, med svetlobo, in v bistvu vse se izraža v tem, kar počneš. Ne? In pri meni se vse odraža zdaj preko mojih modnih kosov, preko tega, kar jaz počnem. In rada rečem, da oblačim boginje, ker je zadaj ta energija moči in hkrati divje naravi, ampak res vse topline, ki jo premore žensko srce. Ustvariš tudi posebne vzorce? Ja. Točno tako. Zdaj na sebi imam tudi enega takega, vtiska v Ajdovščini so mi v bistvu na blago natisnili, gre za moje simbole, hkrati pa za simboliko rož, kot so potonike, ranunkule in hibiskus, ki seveda še dodatno pomagajo pri vsem tem in z tega pa seveda ustvarjam modne kose. Ja. Na osnovi vsega tega bi lahko rekli, da znaš poslušati svoje telo, svoje srce in mu dati tisto, kar potrebuje. Ampak veliko berem, da zato, da to slišimo, se moramo znati tudi ustaviti. Ja, bistveno. Dokler je ženska v svoji moški energiji, dokler je v glavi, je v garanju. Ona je v garanju, v dokazovanju, v razdajanju. In tukaj praktično ona nima časa zase. Jaz vidim, kako so ženska življenja danes opeta med službo od 8 do 3-4, med otroci, med vsemi dejavnosti, ki jih imajo otroci, in enostavno na koncu dneva večkrat zmanjka celo čas za 20-minutno meditacijo. Ne. Kaj pomeni ustaviti se? To ne pomeni, da se ti dejansko fizično ustaviš, ampak da se ustaviš v trenutku in rečeš, ok, kaj pa če bi jaz samo naredila zdaj en globok vdih izdih, in sem tukaj prisotna sama sabo in se ščipnem, da se dejansko zavedam, da sem v svojem telesu in si samo dovolim biti to, kar sem. Ker nič ne rabim biti in nič ne rabim imeti. Ko si ti enkrat v ženski energiji, ne rabiš nič, samo sebe. Samo delovati spontano iz tih občutkov, ker večkrat rada rečem, moški so ob vznožju doline in morajo plezati na goro. Mi ženske smo pa že na vrhu gore, ko enkrat dojamamo, kakšne božanske. Kako božanske smo dejansko v sebi. Ampak kako vemo, da to dosežemo? Kakšni so, ne vem, pokazatelji, če sva tako zelo konkretni? Kako te spremembe ti vidiš pri svojih boginjah? Ko začnejo prihajati različna darila in blagoslovi iz vesolja. Se pravi, ko si ženska, vesolje od tebe zahteva dve stvari. Da se zaljubiš vase in da deluješ iz srca. Ne? Da prav,
kaj pomeni delovati iz srca? Da se ti začneš sprašovati, kdo si in kaj lahko daš drugim. Se pravi, katera je pa tista energija, ki jo imaš ti, ki jo druge nimajo, pa bi drugim lahko pomagalo. Se pravi, ljubiti sebe in kaj lahko jaz naredim za druge. In ko v bistvu stopiš na pot srca, začne celo vesolje delovati v tvoje dobro. Ker danes se sistem hrani s strahovi, hrani se z informacijami, ki so nam dane, ne, ki človeka naredijo majhnega in nemočnega. Ne. Ampak ko začneš ti selektivno izbirati informacije, ki jih ti sprejemaš, pomeni energijo zadaj, rečeš, to pa je zame, to pa ni zame, to je pa bi, to pa ne bi, tisto pa. Enostavno začneš selekcionirati svoje življenje, enostavno začneš hoditi po svoji poti in ta pot ni enostavna, ker večina ljudi hodi po drugi poti, tebi naproti, ne. Ti si edina črna ovčka, ki se tam pač neki gužva pa riva na nek način naprej, ampak tebe vesolje podpira. In mi moramo tukaj razumeti, da mi imamo duhovno vodstvo, mi imamo naše vodnike, mi imamo naš višji jaz, ki je naša višja zavest, mi imamo prednike in prednice na naši strani, mi imamo duhovno podporo, to je cela vojska naših, bom rekla, podpornikov na drugi strani. Ne. Vsi naši tisti, ki smo jih izgubili in so za mavrico. Ne. In ko se pa enkrat temu odpreš, pa začneš zaupati. In ko ti začneš zaupati v svojo božansko pot, si enostavno vodena in zaščitena in takrat veš. Ker ti dejansko vse pride na tvojo pot. Ne rabiš več garati, ne rabiš se dokazovati, ne rabiš iskati, ampak zgolj privlačiš, ker si v tem zdravem, srčnem ženskem magnetizmu. Pa te še kdaj kaj spodnese? Ja, jaz sem še vedno pretečejo solze. Ja, jaz sem taka jokica, veš, jaz rada jokam. Oziroma, nemoči bom rekla, nemoč. Kakšenkrat, če pride kakšen občutek, ali bom zmogla sama, ker sem resnično sama. Ne. Imam svoje podjetje, še 2 otroka, sem resnično sama, daleč stran od kogarkoli za reči. In včasih še kakšenkrat pride kakšen dvom, bom res zmogla sama. Ne. Ampak potem se rečem, tak da bom. Če sem prišla do sem, zakaj ne bi prišla še 2 koraka naprej? Praktično se mi zdi, da sem že tako blizu vsega tistega, mislim, da že toliko dejansko živim sebe, da sploh ni več vprašaj, ali mi bo uspelo, ne. Jaz to enostavno vem, to je že gotovo zame. Veš, in to zaupanje v to božansko, so to moja pot, ker jaz vedno rada rečem, ne, 50% naša usoda, 50% smo mi. Dobesedno. In na koncu, ko se ti odločiš zase in ko stopiš na pot srca, je 70% si ti, se pravi, torej 70% si ti, 30% je pa vesolje. Kaj bo pa vesolje s tabo naredilo na koncu in kako se bojo stvari začele odpletati in kam boš ti, oziroma kje boš ti na koncu na nek način pristala, to je pa samo stvar teh višjih sil in tukaj se moraš pa sam prepustiti, predaja življenju. To je tisti zadnji korak, ko se resnično predaš, ker zaupaš, ker veš. Kaj bi bilo dobro, da bi vedela, ko si bila stara 20? O tem tudi pišeš, ne? Veliko pišem o tem, jaz se veliko nasplošno pišem, dobro, zdaj se bolj pač objavljam več video vsebine, ker je pač tukaj si pač trendu primerno. Tudi trendu primerno, ljudje te bolj začutijo, hkrati pač prešparaš veliko časa. Kaj bi si rekla? Jaz bi rekla, pojdi v tujino. Takoj bi si rekla. Šla bi do sebe, zrukala bi se, nehaj živeti za druge, živi zase, pojdi v tujino. Pojdi čim dlje stran od vseh ljudi, najdi sebe. Prvi najdi sebe. Preden greš ustvarjati družino, otroki delati, bom rekla, najdi sebe. Zrealiziraj prvo sebe, živi prvo sebe, postani avtonomna na vseh nivojih, šele potem poišči kaj drugega. Se pravi, srečo v sebi. Bi pripomnil, da je to egoizem? Marsikdo. Hvala, ni egoizem, to je zdrava skrb zase, to je zdrava ljubezen do sebe. Ker ko enkrat ti ljubiš sebe, šele lahko ljubiš druge. Mislim, jaz danes prav ne razumem, jaz velikokrat, večkrat, ne, bom rekla, v večini primerov, ne, slišim, ja, veš, nisem mojemu povedala, da sem šla na to pa to delavnico, veš, moj nič ne vem, nič ne govorim, ker on ne mara tega, ne. In jaz resnično ne razumem, zakaj moški ne zmorejo podpreti ženske v tem, da bo ona še boljša za njega. Tega enostavno ne razumem, česa se oni bojijo. Ne? In vem, da je tukaj nek strah, spremenila se bo, zdaj bo pa vse drugače, joj, ne, pa če to pa uno. Razumem, da so v strahu, ne? Ampak ona boljši on, se bo ona bolj srečna, se bo ona bolj zadovoljna, se bo ona bolj samozavestna, bolj tudi intimna, rada in tako naprej, ne? Vse povleče eno z drugim. Ne? Ampak seveda jim pa mora on slediti, ne? Tukaj pa je logično. Ne? Kaj bo rekel, ne? Oziroma kaj bojo rekli drugi, je stavek, ki je ubil marsikakšno največ sanj. Ja, absolutno.
veliko sanj. Se pravi, kako se od tega odlepiti. Jaz imam eno energijo, mislim, en rek BMK, ne bomo rekli zdaj tega, ne, pač briga te, ne, da greš v to energijo in si rečeš, ne plačujejo mojih računov, niso v mojem krogu ljudi, pač enostavno komentarjev takšnih in drugačev je vedno velik, ne. Greš ti, ko delaš sploh, jaz sem 15 let nazaj začela govoriti o osebni rasti, ne. Sem imela komentarje takšne in drugačne. Pa te to ni ustavilo? Ne, mi ni ustavilo, ampak na začetku sem to še čutila res kot, bom rekla, nek nož v hrbet. Ja, teža je, težko ti je. Naslednjič mogoče razmišljaš o teh besedah, ne. Mnogi se ne zavedajo, kako lahko ranijo človeka s tem, ne. Ker mnogi so recimo na začetku svoje poti, pa jih lahko marsikater komentar ustavi. Ne? Seveda, ne, ker enostavno nisi dovolj močen, da greš čez to. Ampak danes se pa mislim, saj bistvo tega, da smo pristni. Bistvo je tega, da si pomagamo med sabo, da si kaj lepega povemo, se pravi tisto, kar je pomagalo, meni lahko pomaga še tebi. Moja zgodba, če reši samo eno življenje, ga je rešilo, samo enega pa sem veliko naredila. Ne? Se pravi, vsi tisti, ki tega ne sprejemajo in živijo v nekem kalupu sistema in prepričan, kako bi se ženska mogla obnašati. Ne? Pač bi mogla biti mirna, pridna, gospodinja, nad se ne sme izpostavljati, Bog ne daj, da je uspešna, da zasluži 10,000 evrov na mesec. Oh my God, se to je že kriminal za moške danes, pa nasplošno. Za mnoge ženske tudi ne sprejemajo to, da je pa ena si upala jeti čez nekaj, kar one niso imele poguma izbrati, recimo. Ker čutijo bom rekla, ta poraz v sebi. Ne. Večina ljudi čuti to. Ob tem je potrebno izpostaviti, da 10% ljudi nas nikoli ne bo jemalo kot pristne, dobre, pozitivne. Ker nimajo tudi tega v sebi. Ampak jim ne moremo biti všeč. 10% ljudi... Ne, to moraš sprejeti. Ne moraš biti vsem všeč. Mislim, jaz vedno rečem, če pač moj profil ni všeč, če ti ni všeč tisto, kar jaz delam, ustvarjam in delim, pojdi naprej, ne se obremenjevati s tem. Kolikokrat na dan jaz, ko scrollam po socialnih omrežjih, rečem, to pa ni zame. Super je, wow, lepo pridna, ampak to ni zame in grem naprej, ne bom kritizirala. Se pravi, ne bom se jaz energijsko vpletla v to in sebi delala svoje slabe karme, hkrati pa še škodovala nekomu, ki ima mogoče čist lepe namere. Ne. Nima smisla nobenega. Ne. Se pravi, verjameš to, da kamor usmerjaš svojo energijo, tisto raste? Absolutno. Kjer imamo fokus, tam vse raste. In problem naš žensk je, da imamo 100 fokusov. Ja, 100 vlog, ne. Toliko je vlog, toliko je razpršenega fokusa in počasi moramo potem v te vloge kar malo začeti dajati. Veš, to pa ni več moja odgovornost, to vlogo dam, to vlogo, ne, to pa lahko ta naredi, to ne, počasi in narediti neko selekcijo. Ok, ta vloga je zame, ta vloga je zame, ta vloga je zame, ta vloga, v tej vlogi sem preveč, v tej vlogi sem premalo. Ok, in tam, kjer je fokus, tam je rast, tam je potem uspeh, tam so rezultati, tam je dobiček, tam je vse praktično, tam cveti. Ampak Urška, kaj pa, ko si na dnu in vse to, kar govoriš, nič ne deluje? Kaj pa takrat? Ja, dobro vprašanje. Jaz se spomnim sebe pred, že leti nazaj, ko sem pač na tepihu jokala, ko sem po ločitvi mogla deliti svoje otroka. Ne. Meni je bilo res izredno težko, ampak takrat je bilo tisto, prvo zamenjaj energijo v prostoru, prva stvar, se pravi, prezrači nujno svoj prostor. Začni nekaj početi, da zamenjaš popolnoma tudi energijo v telesu. Ne. Pojdi na sprehod, pojdi v naravo, išči, bom rekla, nek smisel v tem, kar že nekako že obstaja. Se pravi, osredotoči se na tisto, kar že imaš. Ne. Ker večkrat, ko smo v krizi, damo fokus na to, kar nimamo. Ne. Ampak v tistem trenutku ti gre mogoče še vedno bolje od 70% vseh ljudi na svetu. Se pravi, dati fokus na tisto, kar že imaš in na hvaležnost za to in spet sprejemanje. Tukaj smo, takole je, gremo naprej. Se pravi, je pa nujno takrat vsekakor zamenjati energijo prostora, se pravi, prezračiti prostor, da greš ven. Gibanje tukaj zelo veliko pomaga. Tudi, ko delaš na sebi, je gibanje tista stvar, ki ti, bom rekla, tisto sivino težkih starih energij enostavno ščisti iz telesa. Tako da vsekakor gibanje in pa fokus na to, kar že imaš. Ampak če te vprašam takole, kje je meja med delom na sebi in realnim življenjem? Jaz bom rekla tako, beseda duhovnost je danes tako izrabljena, ne? Ampak beseda duhovnost kaj je, ali spiritualnost, delo na sebi. To pomeni živeti s
premembe oziroma nove resnice, ki si jih usvojil. Se pravi, prizemljiti tisto, kar se ti naučiš. Ker jaz poznam veliko ljudi, ki ogromno vejo, imajo ogromno nekih znanj, pišejo knjige, ne vem kaj vse, ampak ne živijo tistega, kar učijo. Ne? Se pravi, spiritualnost je življenje na zemlji. In tukaj ni nobene ločnice med tem. Jaz ne ločim več, kdaj delam in kdaj ne, ker moje delo je moja strast, jaz se takrat zgubim, jaz takrat se polnim. Se pravi, ko igram klavir, je isto, to je nekaj, kar moja duša uživa početi. Se pravi, ni ločnice ne sme biti, vse mora biti en sam užitek. In še posebej pomembno je to danes za žensko, ker je spet povezana s svojim telesom. Njej prihaja vse preko užitkov. Ampak je zaprta za te užitke, zaprta je za obilje, zaprta je za lepo, zaprta je za ljubezen, vsega se brani, se večina žensk niti enega iskrenega in lepega darila ne zna sprejeti. Se pravi, spiritualnost je življenje na zemlji, se pravi, kako ti gledaš na življenje, kako se ti obnašaš, kako ti reagiraš na situacijo, ko ti ne gre najboljše, kakšna pomoč si ti tistim tvojim, ki te imajo radi in tako naprej. Vse to je življenje. Kako ti obrneš, bom rekla, življenje sebi v prid z drobnimi, majhnimi triki. Veliko jih deliš tudi z sledilci, pa vendar imaš določene, lahko rečeva, tudi rituale, ki te vedno znova dvigujejo. Ženske rado učim to, da pač so stvari, ki te praznijo, so stvari, ki te polnijo. Se pravi, ko midve preko določenega programa spoznava tebe kot dušo, midve dojameva, kaj tebe polni. Se pravi, če sem jaz kot Urška, kot mala punčka rada plesala in pela in igrala klavir in igrala in vse te umetniške zadeve delala, risala in to, se pravi, to so stvari, ki jih jaz še vedno rada počnem in jih pač, bom rekla, moram početi tekom dneva ali pa tekom tedna, da se jaz napolnim. Se pravi, jaz imam zdaj že delo, v katerem resnično uživam in mogoče takih mehkih ritualčkov rabim vedno manj, ampak zame je to še vedno vsak dan redna meditacija, vodena ali ne vodena, jaz si večkrat mogoče dam samo neko lepo glasbo, ne vem, 528 frekvencij in grem vas in ogrem telo in se spustim v telo in sem v občutkih in grem v hvaležnost in se zahvalim za vse, kar imam in ustvarjam s to energijo praktično moje naslednje poteze, si potem napišem cilje, tako da, če bi mogla izpostaviti en ritualček, je prav to v bistvu redna meditacija, vsekakor, in pa gibanje. Jaz imam zelo rada svoje telo, zelo rada se gibam, tako da to obvezno, to mora biti. Kako pomembno je dati cilje na papir? Je pomembno, zelo pomembno je. Vesolje ne ve, kaj si ti želiš. Sploh pa, če ti še sama ne veš, kaj bi in kako bi in zakaj bi, ne. Veš, ta vprašanje je zakaj, ne. Je zelo pomembno, ne. Zakaj bi pa ti nekaj naredila, ne. A4 format, modar svinčnik, pišem v sendaniku, sem srečna, sem varna, sem izpopolnjena, živim sebe, sprav imam redne prihodke. Vse to napisano črno na belo, tudi kar se tiče financ, vse v nulo, mislim, cilji morajo biti. Ne? Zelo pomembno, oziroma še bolj pomembno je pa, da imaš ti vizijo svojega življenja. Vizija je še bistveno bolj pomembna. Kaj pomeni vizija? Vizija je, bom rekla, življenje, ki ga živi najboljša verzija tebe. Se pravi, različica tebe, ki že živi vse svoje potenciale in že ima vse tisto, kar si ti srčno želiš. Ne, kar si želi tvoj ego in tvoja glava. Ker to so ene želje, ki so jih dali drugi in sploh niso tvoje. Mi večkrat tekom nekaj programov, ker delamo skupaj, ugotovimo, da so imeli neke želje, ki sploh niso bile njene. Se pravi, ona to spusti. Nač gremo v srčne želje. Ne? In potem, ko imaš ti vizijo, se pravi, tvojega idealnega dneva, kako pa ti želiš zjutraj živeti. Se pravi, jaz zjutraj vstanem, gremo otroci, zajtrk jih pelem pač v šolo in potem grem jaz telovaditi. Se pravi, ok, 1 uro telovadim, prijem domov, si naredim zdrav zajtrk in ob 10 grem recimo jaz v službo. Sem tam 4 ure intenzivno in potem naprej kosilo zunaj. Se pravi, kakšen je tvoj idealen dan, s kom ga preživljaš, kako se ti počutiš. To je pa potem tista pika na i, kako se pa ti v tvojem dnevu počutiš, ne? A si ti srečna, a si čustveno spopolnjena, a si vesela, radostna, razigrana kot mala punčka. To je to. In to je vse del tvoje vizije in to je vse del ciljev, ki jih ti postavljaš. In vse to vpliva na otroke. Ja, kako tale notranjost mame deluje na potomca? To je ena tema, ki mene, bom rekla, še vedno najbolj zavre, bom rekla, najbolj prebudi v sebi in v nek ogenj, zato ker moramo danes razumeti, da so naši otroci podaljšana roka naš samih in da
vse tisto, kar se njim dogaja, vse tisto, kar oni doživljajo, od bolezni do, bom rekla, medvrstniškega nasilja, do mogoče slabih ocen v šoli, vse nam kaže stanje našega notranjega otroka. Se pravi, če je moja 14-letna punčka sramežljiva, zaprta, pač bom rekla, ni vključena v nek socialni krog, se moram jaz vprašati, kakšna sem pa bila jaz kot mala punčka in kako lahko jaz tem, ko pozdravim to malo punčko v sebi in sebe, kako lahko jaz njej pomagam. In ni nam treba vzgajati otrok. Prevzgojiti moramo sami sebe. In to je danes bistveno. Ker ko ti prevzgojiš sebe, avtomatsko otroci sledijo vzori. Pač temu vzoru. Oni ne poslušajo naših besed. Oni nas opazujejo, oni nas čutijo. Oni so kot take male spužvice, ki vse razumejo, še preden ti karkoli zinaš. Oni vse vejo, njim je vse jasno. Res, sploh jim ni treba nič razlagati. In sledijo vzoru in vzorcem in prepričanjem. Se pravi, če jaz razumem in vem danes, kaj so meni dali moji starši, se pravi, na tem primeru se jaz lahko naučim, prevzgojim sebe v boljšo mamo, bolj srčno mamo, ne? In hkrati sem s tem najboljši vzor in kadar ima moj otrok probleme, pomeni, da imam probleme jaz in jih lahko rešujem predvsem in zgolj jaz. Ne rabim otroka voziti, ne vem, kakšne terapije, takšne zdravljene na tablete, ne, jaz moram sebe zdraviti. In to je bistveno danes. Posvečaš se tudi partnerstvu, praviš, moški, ženske tudi pridejo do tebe? Z moškimi tudi delam, ampak precej manj. Da bi imela kakšen par, imam en program za pare, kjer oba v bistvu spoznava ta, bom rekla, nasproten božanski princip, se pravi, ona spoznava moški božanski princip, on njenega in tako naprej, ampak da bi pa s pari prav konkretno delala, ne, to pa ne. Mogoče en dan naprej, ko bom imela tudi jaz kakšen vzor pravega partnerstva, do zdaj tega pač nisem imela. Ja. Urši, kaj bi pa rekla, kaj je največja iluzija sodobne ženske danes? Sodobne ženske, iluzij je polno. Jaz mislim, da večina ljudi živi v iluzijah, to pomeni, da imajo glavo v oblakih. Bom rekla, so popolnoma neprizemljene. Iluzijami smo se srečali že kot male punčke, pač iluzija o princu na belem konju, iluzija o tem, da boš lahko srečna, če boš imela nekoga, samo če boš imela nekoga. Vse pesmi govorijo o tem, da pač nekdo ne more živeti brez drugega in tako naprej. Ne? Mislim, da je toliko enih iluzij tudi v življenju nasplošno. Ne? Mi moramo razumeti, da mi moramo delati na sebi, mi moramo sebe realizirati, mi moramo se učiti, študirati, pač nič manj kot moški po eni strani. Ne? In bom rekla, prizemljiti sebe v smislu, da kot prvo sprejmemo, da to pa to imamo, pač si priznamo, tukaj sem dobra, tukaj sem slaba, ta je moja napaka, ta je moja vrlina in na tem delamo res prizemljene na zemlji, ker večina žensk, ker smo tako ful povezane, odvrči v neki iluzorni svet in se tam nekako, bom rekla, fila z neko fake energijo, ki jo drži po konci, namesto da bi konkretno začela delati spremembe na sebi, ki jih nujno potrebuje. Ne? Ampak sama pri sebi ve, da je to nekaj, kar ni njeno. Ja, se čuti. Se boji narediti korak naprej. Ja, se čuti, vse ve, samo zadnji so strahovi, ne, zadnji so strahovi. Spremembe so težke za ljudi. Jaz vidim, da že ena sama mehna navada, ki jo včasih kdo recimo da v svoje življenje, mu to predstavlja nek strah, nek napor, neko breme na nek način. Ne. Ampak brez tega ne gre. Ne. Kaj te je naučilo življenje? Marsikaj. Kot žensko predvsem to, da se moram naučiti postaviti sebe na prvo mesto, nehati skrbeti toliko za druge, ampak se pač bom rekla, usmeriti vase, imeti fokus na sebi, se tudi da vprašati, kako si pa ti, Urška, kaj bi pa ti rada, ne samo na druge. Življenje me je naučilo, da si sam na koncu, da se lahko zaneseš zgolj in samo nase, kar tudi ni tako slabo, če si močen in pogumen, ne? Če gradiš v tem. Življenje me je naučilo, da obstaja veliko srčnih in krasnih ljudi, ker sem v bistvu med to potjo mogoče izgubila upanje tudi za to. In življenje me je naučilo, da so nebesa na zemlji, prostor na zemlji, ko enkrat imaš sebe in deluješ iz srca in te vesolje razvaja vsak dan. Tako da me je življenje veliko naučilo in sem hvaležna za to mojo pot. No. Zelo. Živi v svoji avtentičnosti še naprej in pomagaj tudi drugim boginjam, kot rada izpostaviš, da pridejo do te točke. Ja, bom z veseljem.
Urška, hvala, ker si se odzvala v vabilu, ker si prišla, bilo mi je v veselje. Tudi meni hvala najlepša. In pomagaj nam vsem skupaj odpirati oči še naprej. Hvala z veseljem. Za vas, ki ste spremljali današnji podcast, pa še eno povabilo, povej naprej, predvsem pa naročite se na naš YouTube kanal. Veseli bomo vaše podpore in sledenja. Zdaj pa lahko pomahava. Čau, čau.